Dobar dan vsem. Poglejmo, kako racionalizirati imenovalec nekega ulomka. Kaj to pomeni? Pomeni, da odpravimo koren iz imenovalca. Torej, kako lahko to napravimo? Mi lahko širimo ulomek, v smislu pomnožimo zgoraj in spodaj z neko vrednostjo. Torej, s katero vrednostjo bomo pomnožili? Ja, v tem primeru nimamo dosti izbire, edina naravna vrednost, s katero lahko pomnožimo, to je prav koren od 3. Torej, prepišem 15 ulomljeno koren od 3, bom pomnožil zgoraj in spodaj s korenom od 3. Zakaj to? Pomislimo na to, pomislimo, da imamo en kvadrat. Ploščina kvadrata je stranica na drugo. Obratno, stranica je kvadratni koren ploščine. Če tukaj stranica meri koren od 3, ploščina tega kvadrata je 3. Prav, zato rečem, koren od 3 krat koren od 3 je prav 3. Od zgoraj imamo 15 krat koren od 3. Sedaj še krajšamo 15 in 3, 3 deljeno 3 je 1, 15 deljeno 3 je 5. In dobimo 5 krat koren od 3. To smo zračunali. Sedaj naredimo nekaj podobnega z tretjim korenom, skupnim korenom. 10 ulomljeno kubni koren od 2. Sedaj lahko naredimo eno podobno razmišljanje kot prej. Torej, če mi imamo eno kocko, prostornina kocke je stranica na tretjo. Obratno, stranica, oprostite, rob se to reče, torej, prostornina kocke je rob na tretjo. Obratno, rob kocke je tretji koren od prostornine. V bistvu, če tukaj imamo rob, ki meri tretji koren od 2, tretji koren od 2, prostornina te kocke je prav 2. Kot vidite, tukaj rabimo 3 faktore. Prej sta nam bila zadosti 2, kvadratni koren od 2, kvadratni koren od 3, kvadratni koren od 3 je 3. Tukaj rabimo 3 faktorje. Torej, prvo prepišem. In sedaj mi moramo pomnožiti z dvema takima faktorjema. Zgoraj in spodaj. Tretji koren od 2, tretji koren od 2, ulomljeno, tretji koren od 2, tretji koren od 2. In sedaj, prav to, kar sem rekel, če mi množimo te 3 med sabo, dobimo prav 2. Od zgoraj imamo ta 10 in potem tukaj to, kar lahko množimo med sabo, ker drugega ne moramo napraviti, to bo tretji koren od 4. Sedaj, 2 krajšamo z 10, 2 deljeno 2 je 1, 10 deljeno 2 je 5 in dobimo 5 krat tretji koren od 4. Ja, tako. Sedaj vidimo še en primer, kjer v imenovalcu imamo 2 člena. Kako se naredi? Recimo, da imamo koren od 5 plus koren od 3, ulomljeno koren od 5 minus koren od 3. Sedaj tukaj, zato da bomo to poenostavili, moramo rabiti pravilo a minus b krat a plus b je a na drugo minus b na drugo. Ker tukaj pridejo kvadrati, se bodo uničili koreni. Torej, tukaj s čim moramo pomnožiti zgoraj in spodaj? Spomnimo se, da moramo odpraviti koren iz imenovalca. Tukaj imamo koren od 5 minus koren od 3, bomo pomnožili s koren od 5 plus koren od 3. Zgoraj in spodaj. Ja, če bi tukaj imeli koren od 5 plus koren od 3, bi tukaj mogli množiti s koren od 5 minus koren od 3, bodi si zgoraj kot spodaj. Sedaj, v imenovalcu, kaj se zgodi? Prav to, kaj smo rekli, a na drugo minus b na drugo, koren od 5 na drugo je 5 minus, ki imamo tukaj, koren od 3 na drugo je 3, ja. V števcu pa kaj imamo? Torej, bi bilo to v oklepaju, krat to v oklepaju, vsak člen množiti z vsakim nasplošno. V tem primeru pa vidimo, da imamo koren od 5 plus koren od 3 pomnožen samim sabo. V bistvu je koren od 5 plus koren od 3 vse na drugo.
In torej bomo rabili formulo za kvadrat binoma, da naredimo prej. Torej, v imenovalcu 5 minus 3 je 2, prav. Sedaj, tukaj kvadrat binoma, kvadrat prvega je 5 plus 2 krat prvi krat drugi, te korene, kar množimo, 2 krat koren od 15. 15 je 5 krat 3. Plus kvadrat drugega plus 3. Ja, sedaj lahko naredimo 5 plus 3 je 8. 8 plus 2 koren od 15, vse ulomljeno 2. In sedaj kaj naredimo? Imamo dve možnosti. Ali izpostavimo 2 v števcu in potem krajšamo, ali pa razmislimo tako. Vse to je enako. 8 deljeno 2 in potem plus 2 koren od 15 deljeno 2 posebej. 8 deljeno 2 je 4 plus 2 koren od 15 ulomljeno 2, 2 se uniči, je prav koren od 15. Smo napisali. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.